Se mi zdi, zima je en tak čas, ko se vsi zberemo doma pred televizijo in potem gledamo šport, skoke pa smučanje. Zadnje olimpijske igre so bile recimo v Rusiji. V Rusiji so bile olimpijske igre. Ne, če ste gledali, jaz sem upal, da bojo te Rusi to cool, da bi na otvoritvi naredili že eno foro, veš, da bi prišli na otvoritvi bi prišla že ena babica z ognjem in pa kar naenkrat iz nje bi prišla manjša babica in pa kar iz nje še manjša babica. Na koncu bi prišla najmanjša babica z ognjem. Fuck Amerika, to bo kar cool. Hvala. To bi bilo kar v redu. Jaz pižamo že zelo časa poznam ga še od takrat, ko je bil debel. Zanimivo dejstvo, pižama je po horoskopu tehtanca. Če to ni lep dokaz, da je Kovačeva kobila bosa. Oziroma v pižamenem primeru nilska kobila. Ampak ne bom te zabaval glede tvoje teže, te že tvoje srce dovolj. Pa avto, ki noče spelat. Zato, ker pižama morate videti, on je zelo ustvarjalen človek. On zelo veliko ustvarja in dela tudi za otroke in kljub vsem peticijam staršev ga ne more ustaviti. Pižama je tudi reper, ni rekel še noben reper. Pižama je za rep v bistvu to, kar je Uroš Kuzman za artikulacijo. Napaka! Stari, ti nimaš govora napake, ti imaš govorno katastrofo. Tebe po moje šteka sam Karel Erjavec, pa še on bi najbrž med pogovorom rekel, kako prosim. Pižama, dame in gospodje, človek, okoli katerega bo letos organiziran Ljubljanski maraton. Ko se je pižama rodil, je njegova mama tehtala samo še 2,5 kili. Ja, ona je končala v inkubatorju. Drugač pa zanimiv možakar, ukvarja se stand-up komedijo, zraven pa fura izgled pravoslavnega duhovnika. Petra Poleš, dame in gospodje, danes je z nami med občinstvom, končno tam, kjer mu je tudi mesto. Žal pa ni Denisa Avdića danes z nami, čeprav niti ne vem, kaj bi povedal sicer o njem, ker nikoli nisem verjel v blond čefurje. A ste kdaj videli blond Bosanca? Ta ne sem, da je glup, ta je dvojno glup. Bolj glup ne moreš biti, razen če si zraven še policaj. Jernej Celec, največji. Trenutno dela kot raziskovalec v farmacevtski industriji, dokler za to ne izvedo kriminalisti. Se mu pa obeta služba na kliničnem centru, bojda bojo njegove šale uporabljali za evtanazijo, če zmanjka kalija. Veste, kako je to, imate veliko družino. In vsake toliko časa greš na poroko od kakšnega nečaka, bratranca, kogarkoli je. In vedno sta na poroki 2 ali pa 3 iste tete, ki pridejo do tebe in ti primejo ribiški prijem. To je to. In začnejo a ne, a ti boš pa naslednji. A veš, kar ne bo čutim, da so pa naslednja. Dejno malo se potruta. Veš, ker sam še na to čakam, da bo to. Nisem ponosen na se, ampak tako so mi šli na živce, da sem jaz to njim začel isto delati na pogrebih. Te pa tudi Tintle, oziroma Tin Vodopivc. Model še. Model še nobenega stavka ni povedala, brez da zraven zamiga z boki. Jaz vedno, ki ga gledam, ne vem, sem prišel na stand-up ali na salso, to me zmede. In na koncu gotovim, da na nič od tega. Tin v svojemu prostem času hodi po pogrebih ljudi, ki jih ne pozna. Sam zato, da vidi, kako izgleda, če ima družina nekoga dejansko rada. No, če dovolite, bi se prvo posvetil tej skupini komikov s posebnimi potrebami. Za začetek moji polprijatelji, ne Celec, močan aplavz, prosim.
Ja, Jernej iz Prekmurja, kar je fucking očitno, ti zgleda kot štorklja. Ajde, ustani se pokaže, glej. Ne da zgleda, on je fucking štorklja. En bledi štorkelj. Zdaj pred kratkim je kao dobo otroka. Ni dobo, enega ni dostavil. Jernej si v zadnjem času pušča lase. Predtem je Jernej bil ves čas pobrit, takrat je izgledal bolan, zdaj pa izgleda, kada je začel s kemoterapijo. Tavlek rekruta. Sem bil v dvomih, če bi to povedal. Ko sem vprašal Jerneja pred kratkim, sem vprašal, kje nastopaš, pa je rekel, da ima zdaj pauzo od stand-upa. A tako se reče, če te noben ne pokliče. Pa smo imeli vsi celo srednjo šolo pauzo od seksa. Ambrož, koliko časa si ti že na pauzi? Zato imam Perica za tebe samo eno prošnjo in to je nehaj, stari. Dovolj je bilo tega rojen v jugi. Stari, čas je, da se premakneš naprej v življenju. Pedža je že nekaj povedal o tem, jaz bi šel še dlje. Stari, ti ne samo, da si čuden med Bosanci v Bosni, ti si čuden med Bosanci v Sloveniji. Stari, ti si Slovenc, ti si Slovenc. Dajmo samo pogledati dejstva. Ne mara turbofolka, ne spremlja fuzbala in trenerko obleče sam, ko dejansko telovadi, kar je nikoli. Ne nosi zlatega nakita in še nikoli ni udaril svoje žene. Kvečemu je bilo obratno, kar je tudi fair, glede na to, da ona zasluži več kot ti. Skratka, Perica, če povzamem, če bi tebe zaposlila Hilda Tovšak, bi ti dejansko plačala prispevke. In če se slučajno še vedno ne strinjaš, je tu še en argument, ko gre čez vse ostale. Slovenci imamo rek, vsak Slovenc mora iti na Triglav. Stari, ti ne samo, da si bil na Triglav. Ti si na Kredarici nastopil za Janeza Janšo, stari moj. A gre bolj slovensko, stari moj. Jaz ne morem vedeti, stari, da se je to zgodilo. Stari, to je kot, da bi Eddie Murphy nastopil za Ku Klux Klan, pizda. Ne, a ni zanimivo, da ko sta Vid Valič in Peter Polec skupaj začela voditi Slovenija ima talent, noben ni pomislil, da bo Pero prvi obupal nad lasmi. Ko pogledajte Valiča, on še kar ustraja, še kar se bori z lasmi, tudi če bo imel samo še en las, bo še kar čop. Samo še en, pa bo not, to je to. On je borc, on je borc. Uroš je tudi član Šaleškega študentskega okteta, Šaleški študentski oktet. Idealno ime za 9 tipov, starih 35 let, ki jih polovica živi v Ljubljani. To ime je tako zgrešeno, kot če bi Perici rekli slovenski mladi up. Jaz sem ŠŠO-ju pomagal posneti videospot za Ubrano jamranje, pesem, v kateri so Velenjčani njim sporočili, kaj jih v Velenju najbolj moti. In rezultat je 8 tipov, ki poje prekleti čefurji, prekleti čefurji. Namenoma sem rekel 8, ker Kuzman tega ni pel. Kuzman je pel prekleti čefurji, prekleti čefurji. Boris Kobal, pristal je na nastop v španskih borcih, predvsem zato, ker jih večino pozna. Sicer se je takrat hotel pridružiti njim, ampak je bil prestar. Trenutno vodi oddajo Ne se hecat, kar je bilo tudi življenjsko vodilo, ki mu ga je dala babica in se ga drži. Je res legenda, v zaodrju se je vse vrtelo okoli njega, drugi smo bili trezni. Je pa res, da 84 je bil Raimond prvič na olimpijskih v Los Angelesu. Takrat, jaz sem bil takrat star 2 leti in se prav spomnim, da nisem gledal. Nisem bil takrat toliko še o tem.
Je pa res, da zdaj sem v teh letih, ko vsi moji prijatelji imajo zdaj otroke. Sploh nimam več prijateljev, ne moramo se več družiti, vsi imajo otroke in edino se družimo na teh piknikih, gremo na piknike in potem se otroci igrajo. Zadnjič sem videl eno mamico, ki se dere tam v parku, se dere na sinčka. Kaj je s tabo narobe, no? Zakaj brcaš pesek? Zakaj brcaš pesek, no? Kaj da bo on zdaj razložil, zakaj brca pesek? Zakaj brcam pesek? Lahko replika, mati, bom takoj... Bom argumentiral, okej, lej. Brcam pesek, ker sem star 4 leta. A veš, to je nekaj, kar moja generacija obožuje, to je zelo zabavno. To je dobro za telo in za dušo, a veš, ful dobro za stres, pade kortizol, a veš, brcam se kot oli, ful dobro, a veš, kao Rolling Stone, a štekaš. V glavnem, probi ti kdaj, to je res zabavno, probi mami, hej. Drugač pa sam toliko, da ti povem, jaz tu tebe ne sprašujem neumnosti, a veš, jaz tu tebe ne govorim, zakaj spet piješ? Kdo je moj očka? Ne, ene stvari se ne sprašuje, no, dej zase se brige, mami. Pa me sprašuješ na umnosti. Perica Jerković! Perica je imel težko preteklost, klasična zgodba begunca iz Bosne. Nekaj mesecev je živel na vojaškem območju, nato mu je odleglo, ko se je iz Rakove Jelše preselil v Šiško. To je seveda Gašper Bergant. Ja. To je človek, ki je na novo izumil črni humor v Sloveniji in fant, ki mu še nobena bivša ni rekla ne, vse so mu rekle be. Drugač pa... Ampak ne bom zajebaval Andreje, samo zato, ker je edina ženska na odru. Sej tudi je Lucija ženska od operacije dalje, ampak mi jo vsi poznamo kot fato, ne. Kapo dol za ta fenomenalen lik Lucija, res. Meni je všeč, da se nisi zatekla k stereotipu. Jaz sem si zelo bal, da nocoj tukaj ne bo nobene debele lezbe, ampak Sašo Stare je prišel, hvala. Pižama pa kar povezuje, tako da ta demografska skupina je lepo pokrita. Se mi zdi, da imamo Slovenci, imamo recimo en pregovor, če nekomu groziš, mu rečeš, hej, boš šel rakom žvižgat. A ste kdaj šli na morje, pa ste žvižgali rakom, da se... Raki plešejo, veseli so, končno en žvižga, Kakšne neumnosti jaz govorim. Tudi recimo Siddharta ima en ful dober komad, jaz sem ful fan Siddharta, ampak on ima en komad, ki gre tako, dajem ti strupu čaj, zdaj vem, kaj je razlog, da te ni nazaj. On se izgleda ful sprašal, kaj je razlog, da je ni nazaj, a? Mogoče ta strup, ki ga daješ v čaj, a? Mogoče, ne vem, no, sam vprašam. Pridete na obisk pevca, nek Tomijo pridemo na obisk, si predstavljate, ekipca, bi kdo čaj? Bi kdo čaj? Imam žajbel, a bi kdo žajbel? Imam tudi babični vrt, a bi kdo babični vrt? Ne, okej. Jaz bi sam ne mi dati strupu čaj. Imam izgovorov. Jaz sam ne bi rad na koncu sam ustal. Pa ne dati strupu čaj. Šel rakom žvižgat. Zato jaz mislim, da bi mogli uzakoniti, da morajo vsi politiki kaditi travo. Res, pa tudi moja teorija je, da ne, to, kar bi jaz probal sfurati, je to, da ne, ker vsake kvatre morajo kaditi travo. Ne, vsak delovni dan, ob 7 zjutraj joint in na vsake 2 do 3 ure joint, da bi vzdrževali nivo zadetosti. Vikend bi imeli pa lahko pol frej. Sam veš, da se ga noben ne bi vzel frej. Res, zato, ker mislim, da če bi bilo tako, če bi res vsi po celem svetu, vsi politiki kadili travo, da ne bi bilo več sporov, vojn, problemov, sploh. Tako, če pomislite, če ste kdajkoli imeli kakršnekoli probleme s komarkoli in ste s to osebo skadili joint, je bilo cool. Pa si mi zažgal avto. Imamo vsaj ogen, Ok. Za vse tiste, ki vas še nisem prepričal, a ste kdaj slišali, da je šla Jamajka v vojno? Ne, ker jih briga! Po drugi strani imaš kakšno Južno Ameriko, ki se skozi klofajo, skozi neke napetosti, skozi neke... Zakaj? Ker imajo eno od bolj agresivnih drog, ok, alkohol, ampak kokain. Kokain zelo agresivna droga. Sem slišal? Ja, res nisem še probal kokaina v življenju. Vem, zdaj me gledate in si mislite, zakaj ne, ti imaš najbolj perfekten nos za snifanje.
Ampak je pa res, da zdaj v Riju, na zadnjih olimpijskih poletnih, sem pa malo pogrešal Raimonda Debelca. Ne vem, on je res legenda, Raimond Debelc. Na 8 olimpijskih igrah je že bil. Koliko je on sploh star? 83, 84, to sploh ne. On, ki je šel na prve olimpijske, so še kamne metali v tarčo, veš. Tako izgleda njegova prva puška, je imela še veš, to sablo na koncu. Kako se temu reče sploh? Takrat so šli še s konji, so šli na olimpijske. Ne, se hecam, no, mi se poznamo z njim, ker on je bil mentor mojega detka. Ja. Ne, skupaj sta bila na fronti. Na soški fronti sta bila še skupaj, veš. V bistvu je Raimond zmagal vojno, veš, takrat je bil Raimond bi tako A to je, še kdo? A smo zdaj frej? A smo frej? A je malca? A je zdaj malca? Ok, malca. V redu. Ok, da se predstavim, jaz sem Gašper in jaz sem po naglasu sodeč, jaz nisem iz tele. Jaz sem iz Vukojebine, bi lahko rekli. A veš, to so tisti mehni kraji, moji starši spršli tja, so rekli, evo, tle ni ljudi, tle ni bajt. Mi imamo tele stari, a veš, in ti odraščaš v tem okolju. In jaz sem se mogel preseliti, da sem ugotovil, da če se Pero zaleti s katrca, to ni nacionalna novica, stari. Mi smo imeli nič. Nikoli ni bilo nič, to nič ne dogaja. Imeli smo 3 trgovine, so vse zaprli. Imeli smo banke, nekdo v ropo, konc banke, stari, imaš bankomat, dovolj je. Edina dobra stvar je to, da imamo zastonj internet, ki ga občina plačuje. To je super. Ampak nikoli ne dela. A veš, ki ga pač občina plačuje. Mi se zajebamo, ker ste samo 2 stvari, ki pri nas ulečete. Hrvaški radio, pa moja sošolka Sandra. In jebi ga, lega, roka na srce Sandra je dosti boljš, no, mislim, navečji se v njih. Ampak jaz že nekaj cajta ne živim več doma in to je ena stvar, ki sem tega opazil, ko ti enkrat priješ nekemu v mesto, v Ljubljana, pa ka, ti vidiš, da imaš opcije, ti imaš kar naenkrat od A do Ž. Če si ti v mehkem kraju, ti imaš A, to je to, lega. A veš, če se ti v mehkem kraju svojemu zdravniku zameriš, ti boš prej umrl. Jebi ga. A veš, Kaj bi te delo? Ja nič, daj gremo se meniti. Skratka, mi se bojimo islamizacije, ki prihaja. Zato, ker to je patriarhatni patriarhat. Mi imamo matriarhatni patriarhat. Pri nas moški vozi, ženska pa govori v avtu. Kako to voziš, da smo šla od doma, meni to zdaj piha, zdaj mi dol piha, zdaj mi gor piha, zakaj je mrzlo, pa zakaj smo šla prej od doma, pa kak je avto to je, da se ne bo zagrel, pa kako tu sem vozila, pa jaz se nisem obula, da bi mene zeblo v avtu, zdaj mi pa gor piha, ja ne, zdaj mi pa dol piha, dol bi ne more pihati, ker se nisem obula, jaz sem se obula, ki boš parkiral, da ne veš, da je šla, te pa ti mene daj pred vratami vun, te pa ti idi parkirati, te pa ti nazaj pridi, te pa priješ nazaj, ki si bil tako dolgo parkiral, materma, razumeš ono, in ona okoli in čakaj malo. Ja, spoštovana draga publika, prijatelji, kuzi, guzi, spoštovani, tako ga jaz kličem. Enkrat sem se z Urošem peljala na nastop skupaj in sem ga vprašal, o čem govori tvoja doktorska dizertacija, o čem si pisal in moram vam povedati, da to je bil najboljši spanc mojega življenja. Res, ker sem se naspal, kar enkrat je bila Murska Sobota, sem se zbudil, smo bili tam, nisem še dolgo tako dobro spal, res. Ampak dejansko mi je Firbec smatral, o čem je on pisal v doktorski dizertaciji. Jaz sem predstavljal se neke enačbe, integrale in pazite to je povzetek njegove doktorske dizertacije. Delo se zaključi s posplošitvijo rezultata e-politike, ki govori o plursu harmonični organizači Poissonovega funkcionala navzgor polzvezdne funkcije. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju nezaželenih učinkih se posvetujete z zdravnikom in farmacevtom. A veš, kaj reče, če si najpametnejši v sobi, si v napačni sobi. Tako da, Uroš, toliko si se matril z doktoratom, pa s temi nekimi članki, magisteriji in zdaj si tukaj v družbi gimnazijskih maturantov. In ljudje imamo srečo, da to lahko naredimo. Si predstavljate, da ne bili rojeni kot ljudje, ampak kot kiti. Zakaj? Ker kiti slišijo čez pol oceana. Zdaj si predstavljaj, ti si v Severnem Atlantiku na malem planktonu s prijateljem in slišiš, kako se iz Južnega Pacifika baba nate dere. In potem se sprašujemo, zakaj se jih to vrže na obalo. Tako da... Tin vodopivec. Tin. Tinček. Če bi dva najlepša galeba imela enega malega galebčka, in če bi ta galebček imel modre učke in se ne bi nikoli oglašal prijateljem na telefon,
bi me spominjal na nekoga. Tvoj humor je kot najsladkejši med. Ljudje se radujejo od tvojih nastopov, kakor otročički Božiča. Tin, poglej me. Ostani mlad. Marko Kumer Murč. Murč, če bi dva galeba... to sem že. Če bi dva goloba... Ko je bil Kuzman star 5 let, je enkrat med vožnjo padejo iz avta. 3 od familije so bili za to, da ga poberejo, 2 pa proti. In od takrat naprej je Kuzman velik zagovornik demokracije. Jaz nimam nobene podpore doma, tako glede svoje poklicne usmeritve. Ona ni nič boljša od njega. Nič boljša ni, ker ko so šla v to šolo za starše, veš, če si 20 let nazaj, 30 imel otroka, pač si postal avtomatsko starš, zdaj te učijo, kako biti starš, veš, kako biti mama in to. In ko so bila tam, dobiš formular, ne, in gor pač okvirček nekim piše poklic partnerja. In ona je pogleda in reče, zakaj mi to vedno delaš? Kaj delam? Kaj naj napišem? Stand-up komik? Svobodni umetnik? So rekel, napiši samo komik. Napisala strojni tehnik. Ok, a ne pižama? Kaj zdaj? Neki drugačen pižami ste opazili, a imaš novo frizuro, Mislim, čist te spremeni, čist drug, res, prav vice urejen človek, ki skrbi za svoj izgled. Se vem, pižama, kako debel je, to je ful originalno, mislim, sej, če že govorimo o originalnosti, 50 odtenkov nive, kako se je to spomnil, odkot ta ideja, Zdaj pripravlja pižama novo predstavo, naslov bo Mama mia, kako sem debel. Mogoče kaj ta več. Renata Dancinger. Saj vem. Ker se dogodek snema, smo pač rabili eno babo. Tako je to. Gremo na Kuzmana. Glavni intelektualec v Velenju. Baš ti je to naziv, Zgledaš, kot da si v začetnem stadiju stekline. Skuštran, lačen, pa vedno žejen. Kuzman je v svojem opisu napisal, da je sedanja punca edina, ki jo je zares imel. Tega res ne bi rabil napisati, saj te vidimo. Kuzman je tudi napisal, da je njegova glavna rekreacija basket. S tem je mislil na kupovalno košaro. Napisal je tudi 4-krat prvak v logiki, da ne bi kdo slučajno pomislil, da je bil v gimnastiki. Bil je prostovoljni planinski vodnik. Prostovoljno noben nikoli šel zraven. Najvišji vrh, na kjer ga si ti prišel, je vrh preheljevalne piramide. Ali pa v Italijo, ker če ne znaš italijansko, se lahko sporozumevaš samo s pantomimo. Ni smešen. Probite biti lačni, pa naročiti ligne na žaru s pantomimo. Probite, ker si pol fucking ure si tam, razumeš? Ker tip načneš teka, veš. Ti mu probaš, do you have a squid? Ligenini? Okay, you know agua. The agua. So this is animal in the agua. It's unter the, nicht oben, unter the, wie sagt man, Gledina? The Gledina. Gledinina, you know? It's animal that goes like this.
Okay? But for me... Lepo pozdravljeni na letošnjem Comedy Roastu v festivalni dvorani. Roast je format, ki je v enem letu neverjetno pridobil na prepoznavnosti. Lani, če si take čas rekel, da greš na roast Vida Valiča, so ljudje spraševali, na kaj od Valiča. Letos, ko rečeš, grem na roast od Perice, rečejo na roast od koga. Roast sicer ostaja aktualen in si žrtve izbira med aktualnimi osebami, za katere vlada velik interes javnosti. Lani je bil to Vid Valič, ki je trgal Slovenija ima talent. Letos je to Perica Jerkovič, saj so glavna tema begunci. Danes v publiki samo ljudje brez otrok, očitno. Je pa res, da kadar otrok pleza, nekje po drevesu, vedno foter pride in reče, ej, padel boš, no, ej, padel boš. In ko pade vedno, sem rekel, da bo padel. Kada bo zdaj mali prišel, bravo Nostradamus. Zdaj naprej ti vse verjamem, kako si ti to napovedal, legenda foter, ej. Mi pa je zdaj ena prijateljica mi je zdaj razlagala, da ima njen sin, ko je star 7 let, je zdaj prišel iz šole en dan in je rekel, da so merili silulike in da ima on največka. Kaj foter to slišal, še cel dan je bil tako. To, šampioni, to zmaga. Ker ob taki dobri novici nič ne more pokvariti, veš, tudi če bi tam malo rekel, pa 5 cvekov sem dobil. Ni panike. To se da popraviti, High five. Važno, da smo zmagali v luleki. Pidžama ima največ nastopov decembra. Ful jih ima. In ko boš enkrat star, spet smo pri znanstveni fantastiki, ampak če boš in se boš pustil na bele brad, boš lahko še drug šiht imel kot Božiček. Ampak roka na srce je edini dimnik, čez kjer ga ti priješ v Šoštanju. Uroš Kuzman, edini slovenski desničarski komik, poleg Branka Grimsa. Matematični genialc. Stari, edina stvar, ki ti ne znaš sešteti, so kalorije v hrani. A nimaš fucking asistenta, stari. Evo, Peter Poles. To. Končno si, to. Ja. Poles je kot velenjski zrak. Razen Velenjčinu ga noben ne hvali. Veš, tak je. In tako kot Premog je tudi on vedno najslabša opcija. Sam kavš naredil, ko so že tu keša investirali v njega, ne moreš nazaj. Tvoja glava je toliko okrogla, da je na FB nastala skupina, ki trdi, da je v resnici ploščata. To rede. Torej, Jernej Celec, Jernej Celec. Lej, brez veze se je sprenevedati, jaz tebe ne poznam. Ti mene ne poznaš. Dejva to ohranjati. Ampak tako, kad si pogledamo, kaj zdaj lahko pustimo za naše zanamce, za otroke, če pomislimo, Slovenci smo ful dobri korupciji, ful nam gre korupcija, res smo dobri. Ker sem to enkrat v Srbiji povedal, da smo Slovenci dobri, so bili kar malo žaljeni, so bili kar, čakaj, mi smo dobri korupcije, Pa se nam bojo tudi to vzeli, no, joj. Ni čudno, da je to korupcija, če smo pa celo mladost igrali eno igro, ki se imenuje Monopoly. A se spomnite te igre Monopoly? To, ne vem, če veste, no, mislim, se ste igrali, ampak poanta Monopolyja je, da ti dobiš ves denar in da vsi propadejo. To je taka lepa družinska igra, spodbuja solidarnost v družbi, veš, socialne norme se dvigujejo s tem, tako lepo, da imamo malo z Monopoly. Poleti igraš Monopoly, ponovadi vedno en joka na koncu. Nekaj jokat, babi, konce je propadla se, jaz sem banka. Nekaj jokat. Zdravo, Toni. Dober večer, Velenje, dober večer, v izjemno čast mi je, da sem nocoj z vami, bla, bla. Dajmo še močan aplauz. Peter Poles, drage dame in gospodje.
Poles, čisto prvič, ko sem se srečala, sem rekel, dej Poles, kaj ti furaš to velensko neko foro? Rojen v Slovenj Gradcu, razumeš, 100 let že v Ljubljani. Je rekel, Perica, aj puškurac. Sem rekel, okej, je Velenčan, je. Danes me vprašal, kakšen nastop boš imel, sem rekel, kratek in sladek. Je rekel, tako tiče od Branka Čakarmiša. Sem rekel, ti že veš? Klici iz NBA tako ni nikoli prišel za Perico, niti ni bilo klica iz Pop TV, niti iz TV3, niti iz Paprika TV, niti iz Geja TV. Je pa prišel klic iz Rutarja. Perica je 2 leti delal v Rutarju, je prodajal pohištvo, kar je dokaj ironično, da pohištvo prodaja nekdo, ki ga do nedavnega doma sploh ni imel. Tako da... Gašper, veš, pohištvo, kako bi ti to razložil? Ponovadi iz lesa, veš, ko se slečeš, pa si greš tuširanje, tuširanje. Ful težko, no. Z nami je seveda tudi pižama. Pižama ima otroka, ki je ful velik, ogromen je. Ampak, mislim, visok je ful. Ampak, glej, ni čudno, da to hitro raste, če ga oba starša dojita. Bravo, Tin, hvala lepa. Edin mogoče en nasvet glede projekta 777, ko nastopaš v Velenju, nikoli povedati tega naslova projekta na odru, ker ko v Velenju rečeš na odru 7, se sigurno najde kak fuzbaler, ki reče Vedel sem. Z nami je tudi seveda Kuzman. On malo daje ugrizni v znanost. Daj ti raje ugrizni v kakaj jabko. Model pač ful rad je, še posebej je. Tudi Gašper Bergant je med nami, nažalost. Gašper, ti zarukani kup prašičjega blata. Ti izgledaš kot nekdo, ki je prišel folku denarnice pokrast. Poglejte to faco, poglejte. Če bi njega ISIS obglavil, bi mu naredil uslugo. To ne bi bil umor, to je bila repotna operacija. Gašper je dokaz, da si lahko komik, tudi če ti fali en kromosom. Njega ne poznate tukaj mnogi, ampak on je iz Gornje Savinjske regije. Bil je spočet tako, da je Metod Trobec posilil Silva Pluta. Na kar je Plut naredil uspešen abortus. Toda stvar je v kanalizaciji nažalost preživela. Jaz ne mislim dolgovezati, rada bi sam povedala, da smo vsi ti teatru res veseli, da je Perica prišel k nam. Še danes se spomnim, kaj sem mu rekla, ko sva se začela pogovarjati za sodelovanje. Perica, vstan, ni treba klečati. Perico smo zbrali, ker je ustrezal vsem 3 ključnim pogojem. Bil je pristen, bil je duhovit in bil je bistveno cenejši kot Denis Avdić. Seveda, tu je še tisti, za katerega smo tukaj, Uroš Kuzman. Mi vsi vidimo vse skozi, seveda, Uroš debel, grd in uspešen. Ampak Janja je njega spoznala, ko je bil debel, grd in neuspešen, stari. To meni ni jasno. Kako ene ženske znate, stari, Svaka vam čas. Janja je ko en tak prašiček za tartufe, razumeš? On zgleda ko prašič za tartufe, a ona je to karakterno, razumete? To je... Z mano ni lahko sodelovati, to je res, ampak Urošu uspe, ker kot bivši ministrant je pripravljen marsikaj pogoltniti. Vidite me ostati vele, kurba ena lena debela, Tvoj brat Boštjan je Kuzman, ti si fucking Guzman, stari, Živiš v Rdečem Velenju, ki še vedno slavi upor proti okupatorju, ti se ne moreš upret kremšniti.
komik, matematik in pevec z govorno napako. Ej, ŠŠO. Kako ste ga sploh sprejeli? Jaz ga ne bi majke... Ave Maria, ne me jebat, no. Za potrebe predstave Slovenci in pol smo splezali na Triglav in zgodilo se je to, da cel čas sem jaz tuni trepetal najbolj, ki sem najstarejši, najpametnejši bil, ampak on je cel čas bil, Perica, pomiri se, kompliciraš, brez veze paničariš in pol se mu je na malem Triglavu spodrsnilo. Tako da je, toliko je bil od smrti, majke, tam na robu saj se mu je spodrsnilo, ampak ni umrl, ni. Ker Bog vzame humarja, razumeš? Lepe ljudi, čiste. Ne bo vzel debelinkota iz Šaleka, itak da ne. Perica je najprej živel v Kopru, tam je delal v klubu študentov in nekako tako se je naučil, kako se v Sloveniji res dela biznis. Recimo, to zna še danes, vsi smo plačani na napotnico od Eve Virc. Tako se dela biznis. Gašper Bergant, komiki ponavadi niso v resnici taki, kot so na odru, on nažalost je. Moj foter je prinesel 100 kil železa, koga boli kurac, stari, ej. Moja mama, če bi hotel poslušati izmišljene zgodbe, bi šel na tvoj stand-up. Vsi so glupi v Gašperjevem stand-upu, če ste opazili, vsi so glupi. Sorodniki, punce, prijateljice, folk na žurki, bivši Crnber. Kako to, da je toliko glupega folka okrog tebe, stari, ej? Ti skovni tip na avtocesti, ko vozi v nasprotno smer, kao, kjer je kreteni, ej? Se mi zdi, da kadar greš nekam na morje, na neko potovanje in ko se vrnemo, zdaj je nek nov trend, da ti, ko prideš iz potovanja, ponovadi preneseš magnet prijateljem, a ne, preneseš ta magnetek za na hladilnik. Kaj še je to sploh darilo? Veš, ti prideš domov in si pa tako, evo ti spomin na kraj, kjer ti nisi bil. Ker si loser, jaz sem bil tam, ne ti, daj ga gor na hladilnik joke vsak dan. Glej, kje vse nisi bil, pa kako bedno je tvoje življenje. Vsi imamo polne te hladilnike magnetkov, sploh nikjer nismo bili, veš, prijatelji pridejo k meni na obisk, so vedno, ti si bil na Kubi, pa Hong Kong, Maldivi, ne, nič od tega. Bil sem v Poreču. Vse je bilo kar v redu, sem kupil kartico. Ja. Perica Jerkovič, moj dragi prijatelj, bi nekdo rekel. V Slovenijo je pribežal pred vojno, v Velenje je pribežal danes pred ženo. S tem, da na vojno ima bolj optimistične spomine. Perica se v Sloveniji najtežje privadi v temu, da se po noči police polni, ne pa prazni. Ampak tukaj, vidite, koliko je to en nabor kreativnih ljudi, režiserjev, scenaristov, igralcev, ustvarjalcev in Peter Poles. Veš, kaj je tako, Peter, kaj pa ti, kaj je pa tvoj talent? Jaz sem všečen. Jaz znam ful dobro napovedati nekoga, ki ima talent. Veš, sedaj bo plesal ta in ta, sedaj bo plesala ta in ta. Wow, care, ko on to zna, wow. Res zna. To res zna. In seveda, da ne pozabim, tu sta še Igor Bračič in en mali slonček. Sej, Jure, morda je bil ta pesmica navdih za tvoje ime, ne vem. Medtem ko Igor Sadež razumem, ker imaš faco, ko bi ti jo toča stavkla. In ko govorimo že o brezveznosti, Slon in Sadež sta tukaj, a? Legende, to pa je. Ona, da sta tudi vodila Viktorje, večkrat sta vodila Viktorje, toliko sta dobro vodila, da so ukinali Viktorje, a veš prav? Vse smo povedali, ne rabimo sploh več Viktorjev, nima smisla. Sta pa zdaj oba scenarista, večinoma en je scenarist, ki piše predstave za Lado Bizovičarja, drug piše za Jonasa. Jonasa oddaja, ne, vsi gledate, da ja, dobro. Ta oddaja je toliko bedna, da so jo zdaj podaljšali še za 5 sezon.
Ampak v tej vdaji ima Igor en tak segment s Tilenom Artačom, kjer skupaj vzameta en res ful znan komad in pol spremenita besedilo. Wow, noro, to se še noben ni spomnil, kaj tazga orga. To pa, wow, genialno. To je noro. In če sem že pri pornografiji, Pero, ti si res en lep moški, stari pizda. Ti si res en lep moški. Ti si lep za Pop TV v nedeljo ob 8 zvečer. Moja faca, to je Planet v sredo ob 11. Ambrož Kvartič, radio. Dajmo biti čisto iskreni, Uroš ni najboljši komik, ni najboljši matematik, ni najboljši pevc, ni najboljši oče, je pa zraven. Je pa zraven, je zraven, trudi se, fant, se tudi v šoli pri matematiki, tudi če si imel narobe rezultat, si kdaj dobo točke za postopek, tako da, to je to po njemu. Sem imel nek razlog, nismo se nikoli tepali tako, kot bi nam bilo veselje, veš. Tako kot oni skinja. Se spomnite skinov? Oni so se tepali, ker jim je bil užitek, pizda. Enkrat so Crnog prefukali. Pride Crni pred blok, tako, vas krval. Vidko, kva je bilo? Prav skini so me. Prav, jaz so ti vzel denar, prav ne. Prav, so ti vzel verišča, prav ne. Čist brez razloga so ga šli tepsti, veš. Prav, sam toral so se, ubit cigana. Prav, in jaz se njim deram nazaj. Nisem jaz cigan, jaz sem bosanc. Sem rekel, bravo, Crni, to se dobro spomnim. To se dobro spomnil, pizde. In pa mi tako sedimo pred blokom in en tako vstane reče, kamo pa mi naredili? In en drug vstane reče, gremo jih najti, pizda, gremo jih prefukati. In pa se noben ni upal reči, da gremo še malo razmisliti. Tega pri nas ni bilo. Mi vsi na bus, stari. Razbijamo galama, pridemo dol, odrivamo folk, zajbani. In tako smo mislili, da jih namo najdemo. Ampak jih najdemo. Tam v Trnovmu, tam v Ljubljanci, tam kaj je lepo. Vidimo mi njih, vidijo oni nas. Mi zalaufamo, ampak oni ne bežijo, pizda. Oni se postavili v formacijo, čakajo, pizda. Kva zdaj narediti, pizda, njih 10, nas 10. Kle se matematika ne izide, stari. Kle lahko takoj veš, da bomo vsi isto tepeni, stari. Kle bo samo urgenca na profitu, veš. In pol pridemo mi in probamo uno na galamo, veš, uno. Mrš jebem ti mater, čelovo, in oni tako, kva je če furi? In mi tako, mrš jebote, Hitler v šupak, in on tako, kva je če furi? In mi tako, mrš jebem ti tu mačka, in tako, kva je če furi? Nijam naš proti skinom, pizna, ampak malo domišljije bi lahko mi lažno. Vaš čas eno in isto, pizda, mi se kle trudimo, oni znam, kva je če furi, kva je če, daj sodeluj malo, pizda, veš. In še sreča, da je policija prišla. In mi na svojo stran, oni na svojo. In to je bil največji fajt v mojemu življenju. Največji fajt. In to, kar sem zdaj povedal, je tako, kar se je v resnici zgodilo. Ampak pri nas pred blokom, mi smo njih ubili, stari. Enega smo v kontejner fuknuli, 3 smo v Ljubljanco vrgli, enega smo čez Ljubljanco vrgli, stari, gida ni. In ko je Crni to poslušal, kao on ni mogel iti z nami, on je bil na bolniški. Je rekel, fantje, pizda, če vsaj pol tega res, jaz častim pico, da nas kap, takoj, ko imel keš. Smo rekli, Crni, ne zajebavi, ti nikoli nimaš keša, daj zalaufi Mercator, pa časti takoj. In on res zalaufa in prinese ven tako neke sladkarije, tako neke kremštite, pa ne vem kva še vse. Mi zagrabimo vsi une kremštite, edin temu čiru tu ostane ena rjava zadeva, tako. No, tako, kva je to meni, pizda, kva je to, tako preber, prekmurska gibanica, pizda, kva je to en kurat, to jaz nam jedu, bla, bla. In jaz rečem, ajde, evo ti moja kremštita, daj meni to, bom jaz pojedal, veš. In jaz probam uno stvar. In dobro, pizda. Ne, res, to je dobro, pizda, ste probali, gledaj. To je dobro, pizda. Ne, res, jaz sem pa ful se navlekel na to gibanico. In sem ful začel jesti. In enkrat pol poznaj, grem jaz tam pri nas v slaščičarno k temu Šačiriju in gledam uno njegovo izložbo, veš, da vidim, a ima slučajno, in on tako, kva je žuti, kva gledaš? Jaz tako, gledam pizda, imaš gibanico. Pravim, kaj će ti gibanica, se imaš baklava? Jaz tako, pravim, u redu baklava, mislim,
super, ampak jaz imam rajš gibanico. Prav, kaj? Pa šel na dva njegova brata, kaj si rekel? Jaz ko vidim, ok, to treba malo pokomunicirati. Jaz sem rekel, fantje, pizda, ne me narobe razumeti, jaz sem Bosanc, pizda, jaz sem ponosen, jaz sem odraščal na baklavi. Pa dajmo se enkrat realno vprašati, kaj je baklava. Imaš tako jufka, odgrneš orehi. Imaš še ena, odgrneš orehi. Še enkrat odgrneš orehi, še enkrat odgrneš orehi, pizda, kada so skini picali recept. Veš? A poglej gibanico. Najprej imaš cukor gor. Odgrneš jabuke. Odgrneš drugo sir, mislim una skuta. Odgrneš tretjo mak jebote. Kdo se je mak spomnil? Ej, kjeri možgani so to planirali? Odgrneš četvrto, šele v spodju pritličju orehi, pizda. Veš? Pa svaka čast baklavi, pizda.